Dr. Milan Zver, v Evropskem parlamentu sva, ki je na dan najinega pogovora sprejel pomembno odločitev. Glasovali ste o tako imenovani avtorski direktivi na digitalnem trgu. Kaj ta po vaše dobrega, kaj slabega prinaša na tem enotnem trgu, globalni vasi, ki jo imenujemo pač Evropska unija? No, danes je bilo to eno od osrednjih glasovanj. Praktično že nekaj let se ukvarjamo poslanci s to direktivo, ki je na nek način potrebno prenoviti in sedaj je tudi prenovljena, ker je prva iz leta 2001, vmes se je zgodil nesluten razvoj in seveda vse to je imelo tudi vpliv na avtorsko delo in avtorske pravice. Mi se tega popolnoma zavedamo, vendar smo poslanci Slovenska demokratska stranka glasovali proti, ker niso vse stvari dorečene. Zlasti pri teh filtrih, ki bodo poskušali ugotoviti, ali gre za avtorsko upravičenje, ali ne gre, ali ostaja uporaba internetnih vsebin v domeni internetne svobode ali ne. Te stvari niso dorečene in lahko ta regulacija bistveno omeji svobodo na internetu in to je bilo prvo načelo in najpomembnejše načelo, da so uporabniki se počutijo dovolj svobodne in zaradi tega smo glasovali proti tej direktivi, ki je bila tudi ponesrečeno dana ravno zdaj v predvolilnem času tudi na dnevni red. Jaz sem prepričan, da bi v nadaljevanju drugega sklica, naslednjega sklica parlamenta lahko pripravili bolj dorečeno besedilo, vsebino, nekatere dvome odpravili in zadovoljili tako avtorje, njihove avtorske pravice, kako tudi uporabnike. Sedaj je zadeva neuravnovešena in ni v prid zlasti mladim uporabnikom interneta. Gospod Zver, v tem tednu bi moral tukaj v Štrasburu pred evropskimi poslanci, pred hramom evropske demokracije nastopiti tudi slovenski premier Marjan Šarec. Zdaj odločil se je, da ne. Zdaj, kako po vaše to vpliva na položaj Slovenije znotraj zdaj še 28-terice in predvsem, ali, žargonsko rečeno, kupite argumente primera Šarca, ki pravi, da bi ga češ poslušalo nekaj 10 poslancev in da so tako ali tako pred vrati volitve in bi vse skupaj takole izvenilo. Švedski premier očitno ni tega mnenja, ne? No, pa tudi drugi premierji se udeležujejo tovrstnih govorov, povabil in razprav. Po vsakem govoru ima premier možnost izmenjati stališča glede prihodnosti Evropske unije s poslanci. Doslej so bili, ne glede na to, z katere politične opcije so prihajali, ti pogovori dokaj korektni, na neki ravni, ni bilo nekih pretlehnih napadov, recimo opozicije iz iste države in podobno, in to se ne bi zgodilo niti v tem primeru, ne. Zato je premier, po mojem, zamudi priložnost, morda jo bo drugič izkoristil, ko se bo počutil nekoliko bolj suverenega odgovarjati na nekatera ključna težka vprašanja, recimo o prihodnosti Evropske unije, niso enostavna. Za nekoga je mogoče to v političnem smislu izgubljena priložnost, za nekatere niti ne, neke velike koristi za Slovenijo ne bi bilo, ampak že sam način, da je prišlo vabilo in se ga je potem naknadno odpovedalo, to ni dobro sporočilo Evropske unije. Zdaj, najin pogovor torej poteka v torek, torej v času najinega pogovora še ne veva, kako se bo išlo glasovanje za mobility package, tako imenovan, ampak vendarle, katere bojazni in katere prednosti so tukaj po vaše in ali gre, kar se vidi navzven, res boj velikih, torej Goljata proti Davidu na eni strani, upoštevaje, da nekih standardov pri teh delavcih ravno v transportu Slovenija, kaj šele Hrvaška in druge države, ne vem, Romunija, ne bodo zmogle vzdrževati in da tukaj torej ta načelo enakosti v Evropi mogoče celo malce pade. No, tudi načelo konkurenčnosti, ne. Praktično so velike države poskušajo s to dodatno regulacijo teh dejavnosti onemogočiti male države, ki so pač bolj konkurenčne na tem področju. V Sloveniji je stališče vlade poznano, podpirajo ta sveženj, medtem ko avtoprevozniki vsi pa ne in tudi nekatere naše sosednje države, ki so v podobnem položaju kot Slovenija, ne podpirajo te nove regulacije in zato bodo glasovali proti. Tudi jaz se nagibam, da bom glasoval proti temu, ne glede na to, da slovenska vlada ta sveženj podprla in bo tudi ga branila v svetu.
Jasno je, zgodba je zelo enostavna. Te države, nove članice Evropske unije, so postale na področju prevoza, tranzita bolj konkurenčne kot Nemčija in pa Francija in zaradi tega ti dve državi poskušata z dodatno regulativo, torej poseči na svoboden trg in onemogočiti te države vse deloma. Gospod Zver, pred dnevi je odmevala zamrznitev članstva v Evropski ljudski stranki, stranke Fides, madžarskega premijeja Viktorja Orbana. Tukaj je bil predsednik SDS-a, bivši premijer Janez Janša. Vi ste vidni član Evropske ljudske stranke. Kakšne zahteve pravzaprav tako vi intimno kot pomemben član slovenske socialne demokracije in na drugi strani evropskih krščanskih demokratov, če rečem, imate do Viktorja Orbana in njegove stranke prav odnosu teh svoboščin, človekovih pravic, ki se domnevno na Madžarskem kršijo? Slovenska demokratska stranka ima zelo dobre prijateljske ali pa tesne odnose z madžarsko stranko Fides, sestrsko stranko v Evropski ljudski stranki. Ni neznano, da je ta stranka in tudi predsednik Orban, da so bile večkrat napadene zlasti z leve polovice parlamenta, tudi večkrat se je moral predsednik madžarske vlade zagovarjati za domnevno kršenje človekovih pravic in svoboščin, za kršenje pravic manjšin in podobno. Vedno je uspel prepričati evropsko javnost in tudi parlament, da temu ni tako. Nenazadnje pravice manjšin so bistveno zrasle ravno v času njegove vlade. Celo slovenska manjšina je bistveno več dobila kot pod drugimi vladami na Madžarskem in so celo zelo zadovoljni z to vlado. In tudi stranko, ki vendarle ni najbolj desna stranka na Madžarskem, tam je ena veliko bolj nevarna stranka Jobbik, skrajno desna stranka, ki pa ima antisemitska stališča, pa proti manjšinam so za kršenje človekovih pravic oziroma lahko bi vodile to vrstno politiko. To, kar pripisujejo Orbanu. Zadnji se je zgodil nek napad, incident, kjer so nekateri levi aktivisti stopili v prostore javne televizije in hoteli sodelovati v oddaji, vendar so jim to varnostniki preprečili in potem pa je bil velik incident, češ da so stranka, ki jo nadzira Fides, oddajo, ki jo nadzira Fides, varnostniki, ki so iz Fidesa, napadli ta dva aktivista, ki sta hotela odreti v studio. Kasneje se je izkazalo, da ne oddaje ne pripravljajo člani Fidesa, da varnostniki noben ni bil član Fidesa in podobno. Ampak kljub temu so sproducirali zgodbo in jo prodali v Evropi kot resnično, čeprav je bila fake news. Skratka, dostikrat se pripisujejo Orbanu in Fidesu stvari, ki niso resnične, seveda z jasnim političnim željo, recimo, da se revitalizira moč liberalne in pa leve strani na Madžarskem, ki je skoraj izginila iz političnega prostora. Vemo, da se je tudi Soros precej vključil v to revitalizacijo levosredine in tudi to je eden od razlogov, da je prišlo do spora med njim in pa premijerjem Orbanom. Skratka, mi bomo dobre odnose nadaljevali tudi v tem času, ko bo stranka nekako v zamrznjenem stanju. Ekipa modrecev bo obiskala Madžarsko, v njej so čestitljivi politiki, Pöttering, Schüssel, pa Van Rompuy. Oni bodo poskušali ugotoviti, kakšne so dejstva, ali se je situacija spremenila do bolje, ali je res tako tragična, kot ji pripisujejo Madžarski, in konec leta se bomo odločali o nadaljnji usodi Fidesa v Evropski ljudski stranki. Dr. Zver, to je vaš drugi mandat v Evropskem parlamentu, ki se končuje. Imate tudi ministersko izkušnjo, bili ste v najbolj plodovitih letih Ministrstva za izobraževanje, tako v programskem kot tudi investicijskem smislu minister. Verjetno se boste potegovali za svoj tretji mandat. Kakšni pa bodo po vaše ključni poudarki in te kampanje za evropske volitve in nasploh? Zdaj, če se je v vašem prvem mandatu Evropska unija ukvarjala s krizo, gospodarsko, je verjetno ta mandat na plano naplavil probleme. Če je bila gospodarska kriza vrh ledene grobe, se vendarle v tem mandatu pa Evropa sooča s krizo identitete. Se ji bo v naslednjem, morebitnem vašem tretjem zmožna zoperstaviti? Dobro vprašanje, ne?
Hotel sem najprej povedati, da nekoč, ko so bile evropske volitve v Sloveniji in pa drugih državah članica, so se na evropskih volitvah pojavila tipično nacionalna vprašanja, pa tudi lokalna, ne. Sedaj je čas, ki je naplavil skupne evropske probleme, skupna evropska vprašanja in zanimivo se bomo tudi na teh evropskih volitvah ukvarjali z tipičnimi skupnimi problemi, kot so nezakonite migracije, terorizem, kibernetska vojna, ne, torej varnostno vprašanje, morda tudi obrambno vprašanje, ne samo v gospodarskem vprašanju, kot je digitalizacija Evrope, socialna unija, ki postaja vse bolj aktualno vprašanje, tudi Evropa mora dobiti nekatere skupne socialne standarde, ne moramo gledati mirno, da se razlike socialne povečujejo med vzhodom, zahodom, severom in jugom, da se ravno moramo priznati, da Evropa temelji na načelu solidarnosti, kar pomeni, da razvija svojo razvojno kohezijsko politiko z ciljem, da se razvojne razlike zmanjšajo. Treba priznati, tudi 95% proračuna v Evropi gre nazaj državam članicam in večina ga dobijo prejemnice, neto prejemnice, ne? In Slovenija je tudi med njimi. Tako da lahko rečemo, večkrat ponovim, da slovenski narod še nikoli ni živel v boljših mednarodnih okoliščinah kot ravno od leta 2004 v Evropski uniji. Ampak ne gre samo za denar, kot ste sami ugotovili, lahko predstavljajo prihodnja leta nek čas za boj za identiteto. Evropa je razvila tekom stoletij svojo kulturno entiteto, ne, ali pa identiteto, že od, večkrat poudarjamo, že od grške filozofije, rimskega prava, razsvetljenstva, reformacije. Skratka, veliko je teh idejnih močnih gibanj, tudi krščanstvo, ne, ki je naredilo neko skupno podstat evropski kulturi in evropski identiteti. Ampak hvala Bogu, Evropa temelji tudi na kulturni različnosti in na jezikovni različnosti in tudi spodbuja to različnost. Tako da lahko rečemo, da je Evropa res neka posrečenost, skupnost, ki biva v raznolikosti in tako mora tudi ostati. Tisti, ki bo poskušal poenotiti vse te stvari, narediti Bruselj še močnejšega, še bolj unificirati politike, tisti bo povzročil, da bo Evropa začela razpadati. Zato je boljše, da upoštevamo oba temelja Evropske unije, tako državljana, torej in skupne inštitucije, kakor tudi suverene in čim bolj avtonomne članice Evropske unije. In takrat bodo vsi zadovoljni. Večkrat spomnim na zgodbo iz Jugoslavije, ko je Beograd poskušal vse centralizirati in unificirati, je začela država pokati po šivih in jaz ne bi rad videl podobne zgodbe, da se zgodi tudi v Evropski uniji.